Za začetek bi mogoče povedala par besed o projektu, sicer ga Kunigunda že pozna, mogoče pa vsi obiskovalci ne. Torej, to ni nov projekt, je v bistvu osvežitev starega, torej varuha krajine. Danes nam ga je uspelo malo osvežiti, ne pa še toliko, kot sem si zamislila. Tako da v bistvu varuh krajine je naravna skulptura iz Vrbja, ki je nastala 2020 poleti in zdaj že 3 leta v bistvu kljubuje času in vremenskim razmeram, tako da sem se ga odločila osvežiti, povabila prijatelje, ki pa moram reči, da smo malo čuden datum zbrali, prvi šolski dan, ampak nič za to. Dan smo začeli, bomo končali, ko bo čas. Ti si tudi sicer zelo povezana z naravo, pa me zanima, kaj si kaj doživljala zdajle o poplavah, podiranju dreves, kakšna čustva so se mogoče v tebi zbudila ali pa razmisleki, kaj delamo narobe? V bistvu narobe. Bolj to, da pač narava ima dva obraza, no? Lahko nam je ful fajn, lahko pa je kar na nek način nam pokaže to temno plat. Ja, meni je bilo čisto filmsko, ko sem videla te deroče reke v živo in pol slišala te zgodbe in da so ljudje izgubili domove in se jim uničile ne vem, stvari, ki jih imajo radi. V glavnem, ja, valjda, Mislim, meni se nič ni tako zgodilo, ampak verjamem, da so ljudje pa res doživljali travmeno zaradi tega. Mislim pa, da je pač itak v lifeu pozitivna pa negativna, svetla in temna stran, pač nekaj vse mora biti v balansu. Pa te poplave, pa to so se itak vsa tisočletja, stoletja, ne vem, so se dogajala. Zdaj pa pač je to zdaj v današnjem času pa to tako doživljamo, ker se pač nam to dogaja. No. Poleg tega, da si ustvarjalka, si tudi umetnica, glasbenica, v glavnem vse živo, si pa tudi mama. V kakem svetu misliš, da živijo današnja mladina oziroma otroci in kako popotnico bi jim morali dati za naprej? Ja, predvsem to, da znajo živeti z naravo, da jo znajo ceniti, da skrbijo za njo, da so tukaj z nami, da jim predstavimo, na kak način lahko poskrbijo za sebe, posadijo rastlino, vzgojijo pa pojejo, da ni vse to, da greš v trgovino pa kupiš. Pa se mi zdi, da čim bolj umirjati, zato ker je tako hiter svet danes, da že meni je težko, zajebano, vsem nam je, kaj šele njim, ko pa 100 na uro se jim odvija to, ne, vse, kar pride. Pa mogoče še to za prihodnost, s čim se kaj trenutno ukvarjaš, kakšne projekte imaš, kje te lahko kaj srečamo? Ja, zdaj smo glih v delu pripravah za Pikin festival, tako da en dan tle, jutri spet na drugo. Ja, nič, pa me je nekako letos doživela ta sreča, da bom imela 1 leto stalno službo na gimnaziji likovno, tako da to hvala Uršula, ki je moja predhodnica. Tako da to se ful veselim, delati z dijaki, pa skupaj iskati navdihe, pa ustvarjati. Najlepša hvala.